Lep dober dan, spoštovane svetnice in svetniki. Pozdravljeni na 15. redni seji občinskega sveta občine Apače. Danes smo v sredo 22. oktobra v prostorih kulturnega doma. 15. redna seja je bila sklicana v roku. Dobili ste gradivo na dom z vsem, kar pripada, tudi zapisniki in realiziranimi sklepi od prejšnje seje. Na začetku bi pozdravil z nami direktorica občinske uprave, predstavnik medijev, pozdravljam tudi vse, ki nas spremljajo preko posnetka naše seje. Ugotavljam, da je prisotnih 10 članov od 13. Opravičili so se gospod Franc Grobnik, gospa Franja Drev in pa gospod Sašo Peček. Tako da 10 od 13 svetnikov, seja je sklepčna in lahko nadaljujemo. V gradivu ste dobili tudi dnevni red današnje seje z 8 točkami. Tako kot je navedeno, da ne bom šel po vseh točkah, se pravi, gremo kar k drugi točki, obravnava in sprejem dnevnega reda, pa predlog dnevnega reda, takšen kot je bil poslan v gradivu, dajem tudi v razpravo. Prosim, če ima kdo kakšen predlog za umik, dodatno točko ali komentar. Kolikor ni razprave, zaključujem in dajem na glasovanje dnevni red, kot je bil predlagan. Kdo je za sprejem dnevnega reda? Za. Ugotavljam, da je soglasno sprejeto. Najlepša hvala. Tako prehajamo sedaj na tretjo točko, kjer imamo prvo obravnavo in sprejem zapisa 4. redne seje občinskega sveta občine Apače. Zapis je bil priložen k gradivu, kolikor ste ga predelali in ali imate kakršnekoli komentarje, predloge, pripombe, dajem ta zapisnik sedaj v razpravo. Če ni razprave, zaključujem in preidemo na glasovanje, kdo je za sprejem in potrditev zapisa 4. redne seje. Glasujemo zdaj. Ok, ugotavljam, da je soglasno sprejeto. Hvala. Prihajamo po točko B, obravnava in sprejem zapisa 5. izredne seje občinskega sveta občine Apače. Tudi to gradivo je bilo priloženo in dajem tak zapisnik v razpravo. Če ni razprave, gremo kar na glasovanje o sprejemu in potrditev tega zapisa 5. izredne seje. Kdo je za sprejem zapisa, kot je bil predložen? Soglasno sprejeto. Hvala. Tako prehajamo sedaj na 4. točko. Tukaj imamo mandatno-kadrovske zadeve in bi povabil predsednika komisije za volitve in imenovanja. Prosim, gospod Ščabdani za obrazložitev točke. Lepo pozdravljeni vsi skupaj, hvala za besedo, gospod župan, direktorica, kolegice in kolegi. Komisija za mandatne vprašanje, volitve in imenovanja se je 20.10.2021 sestala na svoji izredni seji. Obravnavan je bil en predlog in sicer, kot veste, je dosedanjemu članu zaradi odstopa prenehal mandat. Bil je objavljen javni razpis na spletni strani občine, do datuma je prispela ena popolna vloga, ki se jo je danes oziroma na današnji izredni seji obravnaval in predlaga naslednje občinskemu svetu. Predlaga se, da se za nadomestno obdobje, govorimo od 19. junija 2019 za 4 leta, se pravi do 23, imenuje gospo Andrejo Gosak, stanujoča Nasova 21, 9253 Apače, za predstavnico občine Apače v svetu zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona. KVIAZ predlaga občinskemu svetu, da tudi ta predlog občinski svet tudi potrdi. Hvala. Hvala. Hvala za to pojasnilo.
Ja, predlagani sklep, kot je bil predlagan, dajem v razpravo. Ima kdorkoli kaj za pripomniti? Vkolikor ni razprave, zaključujem točko in predlagam v sprejem sklep, ki ga je tudi predložila komisija. In sicer občinski svet občine Apače imenuje zaradi odstopa dosedanjega člana za preostanek mandata namesto imenovanega predstavnika Danijela Ščapa kot novega predstavnika v svet javnega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona Andrejo Gosak, Nasova 21 9253 Apače. Imenovani predstavnik je dolžan v svojem delu o vabilih in sklepih poročati županu in po potrebi občinskemu svetu. Imenovani predstavniki se morajo po potrebi o temah sklicanih sej predhodno posvetovati z županom. Kot drugo, mandatna doba izvoljenih predstavnikov traja 4 leta oziroma iz razlogov odstopa v predmetni zadevi za preostanek mandata šteto od 19.6.2019 s prejetim sklepom številka 39 za dne 19.6.2019. In kot tretjo, ta sklep začne veljati za dnem sprejema na občinskem svetu. To je predlog sklepa, ki ga je predlagal KVIAZ in ta sklep sedaj dajem tudi na glasovanje. Kdo je za potrditev tega sklepa? Se pravi, soglasno sprejeto. Hvala. Prehajamo na 5. točko. Tukaj imamo najprej informacijo župana o upravljenih nalogah oziroma aktivnostih med obema rednima sejama, realizacije sklepov, podana informacija in potem še vprašanje in pobude članic in članov občinskega sveta. Jaz bom nakratko preletel glavne točke, glavne aktivnosti, ki so se dogajale od prejšnje seje, to je od konca avgusta do danes z vmesno izredno sejo. Zdaj, vmes se je zgodil občinski praznik oziroma dogajal se je občinski praznik skupaj tudi z Evropskim tednom mobilnosti, ker je bilo kar nekaj aktivnosti. Ja bi se tukaj najprej zahvalil vsem deležnikom, ki so pripravljali razne projekte in aktivnosti v okviru občinskega praznika, v večini meri seveda občinska uprava z društvi, kakor tudi za Evropski teden mobilnosti, kjer je bilo tudi dosti deležnikov. Kot veste, je bil to na razpisu pridobljen projekt in dodatna sredstva, tako da je bilo teh aktivnosti bistveno več kot prejšnja leta. V okviru tega smo tudi zagotovili dodatne rekvizite, kolesa, poganjalčke in razna igrala, otroška igrala za vrtec v Stogovcih in v Apačah in tudi šola, ne šola ni, samo v vrtcu. No, tako da tu je bilo kar nekaj aktivnosti in res hvala vsem za sodelovanje in udeležbo tudi vsem občanom na teh dogodkih. Imeli smo tudi kar nekaj, oziroma mislim, da 2 sestanka sta bila vmes z predstavnikom Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Pripravlja se nov odlok občinski, ki bo v javni obravnavi, na kar ga bomo potem letos imeli še v sprejemu in potrditvi mislim, da na decembrski redni seji. Tako da tukaj smo nekako usklajevali stališča občine in zavoda in seveda zdaj še čakamo na javno razpravo, da še dobimo kakšne povratne informacije naših občanov in zainteresirane javnosti seveda. Imel sem tudi kratki sestanek in predstavitev, kar mi je bilo tudi zelo všeč, z predstavnikom Jata Emona, firmo, ki je dejansko kupila v naši občini mešalnico v Črnci, ali vsaj delno. Tako da so malo predstavili vizijo razvoja in pozdravljam njihovo naravnanost k investicijam, k posodobitvi in k temu, da delujejo tudi v lokalni skupnosti integrirano z roko v roki. Tako da sem bil vesel tega pogovora in seznanitve z njihovimi načrti prihodnje, ki so, moram reči, kar ambiciozni in jih seveda pri tem podpiramo. Za vrtec Stogovci so tekle aktivnosti usklajevanja
detaljnega projektnega načrta, tako da smo tudi z pomočnico ravnateljice, ki vodi vrtec, se usedli z projektanti, šli čez celoten projekt, tako strojne elektroinštalacije, od raznih podrobnosti, ki jih lahko samo vzgojiteljica vidi pri svojem delu, kaj je bolj praktično, kaj je sploh uporabno ali ne. Tako da bo na koncu projekt, upam vsaj, pripravljen tako, da bodo ga tisti, ki ga uporabljajo, dejansko tudi, da bo praktično pripravljen za vse deležnike in da bo seveda prijazen za naše malčke. Tečejo tudi aktivnosti prijave projektov na razpise LAS, Prlekija. Malo več podrobnosti o tem bomo pozneje podali. Potem glede večjih investicij bi malo podal informacije, kakšno je stanje, ker se vedno znova tudi ljudje obračajo, verjetno tudi na vas in na nas in na mene. Se pravi, nadgradnja sistema C, to je v zaključni fazi. Mislim, da bo v kratkem izdana odločitev o podpori oziroma o izboru izvajalca, na kar seveda še sledi rok za pravnomočnost. Tako da tukaj z naše strani vsaj ni nekih večjih zadržkov ali dilem ali težav. Čakati moramo pač samo tiste zakonsko določene roke. Drugače pa je v okviru tega pripravljeno vse, da se lahko začne takoj z izvedbo projekta, seveda takoj, ko bo vse skupaj pravnomočno potrjeno, da se uvedejo izvajalci in izbrani izvajalci v delo. Vsi sporedni projekti, ki bodo tekli z vodovodom, so že v pripravi oziroma imamo tudi že izbrane izvajalce, naprimer za asfaltiranje cest, ob tem naprimer. Edina stvar, ki je še odprta in je tudi en od večjih projektov, je ta kolesarske povezave v naši občini. Tukaj lahko z veseljem končno povem, da je razpis objavljen, mislim, da je že en teden objavljen, nekaj takega. Tako da tu čakamo sedaj seveda na prijave in na zaključek razpisa. In takoj, ko bo razpis zaključen, direkcija pač zagotavlja, da bomo začeli z aktivnostmi in izvedbo tega projekta. Se pravi, gre za kolesarsko povezavo, za tisti manjkajoči del od navezave na Gornjo Radgonsko občino do začetka naselja Segovc, se pravi po nasipu Lutverc in potem ob regionalki do naselja Segovc, potem pa naprej od Črnc do začetka naselja Žiberc, hkrati tudi za rekonstrukcijo regionalne ceste v Žepovcih. No, tukaj imamo še potem ta vod za kanalizacijo, ki je tudi že razpis zaključen in izbran izvajalec, tako da samo čakamo, da se začne izvajati. Danes je bil na sestanku tudi predstavnik direkcije za Republike Slovenije za vode iz območnega enote Murska Sobota. Tako da smo pregledali projekt tudi v navezavi z namakalnim sistemom. Direkcija za vode je zagotovila, da bodo zapornice nameščene do januarja. To je bilo danes zagotovljeno. Vse skupaj je seveda vezano na sam projekt uvedbe namakalnega sistema in zagotovitve dovolj velike količine vode v vtočni kanal 11-mlinskega kanala. Dotaknili smo se tudi problematike izdajanja dovoljenj za male komunalne čistilne naprave. Tukaj se namreč pri nas dogajajo zadeve, ko en sosed dobi dovoljenje, drugi ga ne dobi in smo malo odprli temo, zakaj je temu tako, da se bodo na direkciji potrudili, da bodo obravnavani enako in da vsaj v tem drugem in tretjem, vsaj v tem drugem vodovarstvenem območju, da bodo enaki pogoji za vse, seveda od predpostavki, da je zadeva mogoče za izpeljati tam. Tako da
tudi tu je bilo nekaj neskladij, ampak mislim, da bodo v prihodnje tudi to, da bomo tudi to razrešili. Center Apač je tudi kar nekaj vprašanj. Zadeva se bo izvedla do konca, sedaj smo malo zastali pred šolo, veste, da smo urgentno odstranili tiste stavbe, ki se tičejo direktno na šolo, se pravi stari gasilski dom. V planu je še do konca novembra, da sčistimo tudi preostali del zadruge oziroma skladišč in stavbe zadruge, tako da bo to tudi izvedeno. Zadeva je stala nekaj časa, predvsem zaradi pogojev strani Elektra, ker imamo tukaj neke vode, ki jih moramo še urediti, da ne bo del občine ostal brez elektrike, ko bomo zadeva odstranili. Tako da, stvari smo sedaj uskladili, bomo pa pripravili dolgoročno rešitev, tako da se bodo ti kabli položili v zemljo in da bo center brez nekih drogov in tako naprej. Pa še ena zadeva, ki je tudi sprašujejo, se pravi, gre pa se za varni prehod v centru Apač pri avtobusni postaji. Zakaj se še ni nič premaknilo? Premaknilo se ni nič, zato ker je zadeva v projektiranju trenutno, do sedaj pa je bilo dogovarjanje z Direkcijo za infrastrukturo. Končno je direkcija tudi potrdila projektno nalogo, ki smo jo pripravili z naše strani, sedaj se že projektira sam prehod, tako da bo prehod varen z dvignjeno ploščadjo, se pravi neke vrste hitrostna ovira, kot veste, so tukaj hitrosti lahko tudi zelo velike, kaj smo že enkrat tudi obravnavali tu v centru. Tako da se tudi tukaj premikam. Še ena informacija, zdaj v petek bo sestanek članov konzorcija 17. Gre pa se predvsem za ta naš center za integrirano dolgotrajno oskrbo, namreč država je v zadnjem času vložila nekaj sredstev v dolgotrajno oskrbo, podelila je kar nekaj koncesij. V tej smeri je seveda sedaj tudi vprašanje, kako naprej, in sedaj smo malo stali z našim projektom, predvsem ker smo čakali jasna navodila in usmeritve države, kateri projekti se bodo sploh financirali. Predvsem pa gre v smeri deinstitucionalizacije, tako da kaki večji domovi za starejše več ne bodo financirani, no vsaj ne iz teh evropskih sredstev, ki bodo na voljo. Tako da mislim, da bo v petek zdaj predstavljena jasna vizija, da vemo tudi sami z projektom, v katero smer se bo sprojektirala. To je čisto na kratko. Bi zaključil to predstavitev teh aktivnosti. Verjetno sem še kaj pozabil, pa lahko potem tudi pri vprašanjah in pobudah. Glede realizacije sklepov, sklepe, ki so bili doslej v teh zadnjih 2 sejah, ste dobili tudi v gradivu. Vse sklepe mislim, da smo realizirali. Edina zadeva, ki je tudi, mislim, dobra, da jo omenimo, pobuda svetnice gospe Ščančar za postavitev poštnega nabiralnika. To smo dobili tudi strani Pošte Slovenije odobreno, tako da mislim, da je poštni nabiralnik že nameščen, če se ne motim. Ali pa bo v kratkem. Skratka je odobreno in bo nameščen na osnovni šoli v Stogovcih. Tako da je tudi ta zadeva potem rešena. Prehajamo na vaša vprašanja, pobude, spoštovane svetnice in svetniki, tako da vam predajam besedo. Prosim, gospod Zemljič. Lepo pozdravljeni, gospod župan, direktorica, svetniki in predstavnik medijev. Na pobudo krajanov Stogovec sem bil obveščen, da je na cesti v smeri od Cipota proti nekdanjim kombinatskim hlevom, ali kako bi rekel, v smeri ribiškega doma, zelo veliko prometa in vsi vozijo nenormalno. Ta cesta je pravo dirkališče, s tem, da je tam 7 malih otrok. 7 malih otrok in zdaj bi tam bi stvari trebalo nekaj ukrenuti, z neke cestne
zapor, ali kako bi se izrazil, moče ležečega policaja, ali nekaj bi trebalo, da bi se tam hitrost omejila. Ker mislim, da če bo to se tako nadaljevalo, bo to slej ko prej veliki problem. Bog ne da se, ker mi kaj zgodi. Zdaj pa stroka ne oceni, kaj je potrebno, pa kaj se da narediti. Hvala. Pobudo bomo dali, tako vse pobude ti v zvezi z umirjanjem prometa in ukrepi v prometu obravnava naš svet za preventivo. Tam so tudi predstavniki policistov, šole in drugi. Tako da mislim, da je primerno, da vse te pobude obravnavajo na enem mestu, pa potem dajo naprej tudi predlagane rešitve. Tako da bomo tudi to pobudo potem dali naprej. Obljubam, da bo obravnavana, kakšna bo rešitev, pa bomo potem videli z tudi strani sveta, kaj bo predlagal in kakšne so sploh možnosti. Bomo še potem, ne vem čisto detaljno točno, kjera cesta je, ampak si predstavljamo, bomo pogledali. Hvala. Še kakšna pobuda, vprašanje? Hvala za besedo. Jaz bi imel eno pobudo, in sicer občinski upravi županu van tudi. Kot veste, tudi ne samo, kot ste sami dejali, za dolgotrajno oskrbo je ta vlada posluhnila oziroma našla evropska sredstva oziroma kohezijska sredstva, ampak tudi za primarno zdravstvo. Kot veste, ne, mislim, da je, če se ne moti, nekaj čez 300 milijonov ali 200 milijonov evrov. Pa me zanima, mislim, verjetno nimamo še nobenega načrta oziroma kaj bi naredili, načrta ideje imamo, ne, nimamo pa verjetno načrta, kaj bomo naredili dolgoročno tudi za našo zdravstveno postajo v Apače, pa kot predlog, da bi pač bolj konkretno pristopili k tej rešitvi. Verjetno je neki denar za projektiranje oziroma za neko idejno zasnovo, če ne v tem v tem letu, v drugem letu. Zakaj govorim? Morda se bo pojavil kakšen razpis, ker pa bi vseeno lahko občina tudi kandidirala na ta sredstva, kot je zdaj bilo za vrtec v Stogovci. To je bilo danes na jutri, bi lahko temu rekli, tako bi se lahko tudi zgodilo, kar se tiče zdravstva. Ne. Sami vemo, če država oziroma Evropa neki delež da, toliko manj je pol za občino Apača oziroma za samo občino. Tako da bi bilo fajn, da se pač ta stvar uredi na občinski upravi, pa potem tudi v vsemi deležniki pač pogovori, kaj bi bila najboljša rešitev za občane in občanke občine Apače. Tako da, to je en predlog z tega stališča. Hvala. Hvala. Glede tega smo se že menili tudi znotraj občinskega sveta. Predlagana rešitev je seveda umeščanje tu v centru, tako da imamo trenutno je že v pripravi projektne rešitve za to. Konkretni pogovori so stekli že z direktorom zdravstvenega doma Gornja Radgona, ki tudi v tej smeri podpira našo pobudo, tako da bi zagotovili ne samo eno ali pa dve splošni ambulanti, ampak še kako specialistično ambulanto dodatno, kar je bila dejansko tudi sprejeto tudi strani zdravstvenega doma kot dobra ideja. Tako da bomo v kratkem zdaj pripravili idejne zasnove, ki bo to potem podlaga za projektiranje, bo pa šlo v tej smeri. Seveda sem zelo na kratko govoril sicer z ministrom, ki je rekel, da razpisi bodo, tako da moramo biti res pripravljeni. Mislim, da imamo časa do pomladi, kaj dosti več pa ne. Tako da je fajn biti pripravljen. Hvala za pobudo in zagotavljam, da se stvari premikajo naprej. Konkretno. Še kakšna pobuda, vprašanje? Dobro, če ne zapiram to točko, tako da bi prišli zdaj na 6. točko dnevnega reda. Obravnava in sprejem statuta občine Apače. Gre za spremembe. Druga obravnava trenutno bo obrazložitev, kratko bo podala direktorica občinske uprave
smo pa okrog tega se že kar nekaj pogovarjali. Tako da prosim za... Prisrčno pozdravljeni vsi zbrani. Podala bom čisto kratko obrazložitev tako za točko 7 in pa za točko 8, ki jo imamo danes na dnevnem redu. Občina Apače je svoj prvi statut in poslovnik sprejela že v letu 2007. Od tega leta naprej se zakonodaja ter preostali vplivni predpisi so se popolnoma spremenili. Zato smo tudi pri našem statutu in tako kot poslovniku tudi zaznali določene neusklajenosti. Naslednje je občino Apače opozorilo tudi pristojno ministrstvo. Zmanjšanje delovnih teles je bilo dogovorjeno na sestanku župana in članov in članic občinskega sveta. Zato smo vsi skupaj s skupnimi močmi pripravili nov statut in pa poslovnik. Temu primerno tudi vse pripombe, pravne podlage vam kot pripomoček tudi ob strani označili. Naknadno smo vam tudi posredovali čistopis, to je tako imenovano drugo branje. Takle bo potem izgledal, ko se bo objavil. Imeli smo tudi javno razpravo, v času javne razprave nismo prejeli nobene pripombe. Napram prvemu branju pa smo skupaj s statutarno pravno komisijo šli zadeve skozi. Posredovali smo vam manjše dopolnitve, ki se nahajajo v obrazložitvi, teh sedaj ne bi naštevala. Dodatno pa smo še vam tudi posredovali zaradi mogoče kakih nejasnosti, pa da tudi lažje seveda vi razlagate navzven, ko vas ljudje karkoli sprašujejo, še podkrepljene pristojnosti občinskega sveta. Ničesar nismo občinskemu svetu odzemali, ničesar nismo občinski svet prikrajšali, namreč zakon je nad statutom in kar nimamo določeno v statutu, potem zato uporabljamo zakon. Tako, to je kratka obrazložitev, pa prosim, če se lahko oba akta tudi sprejmeta. Torej v obravnavi statut, kot je že direktorica obrazložila, smo pristopili k temu tudi na pobudo Ministrstva za javno upravo. Po kratkem usklajevanju z njimi smo potem aktivno pristopili tudi k spremembam. Te spremembe smo šli skozi čez prvo branje, sedaj je na mizi drugo branje tudi po javni razpravi. Tako da vas vabim k razpravi, kolikor še karkoli za razjasniti in pripomniti. Če ni razprave, potem bi samo še prosil predsednico statutarno-pravne komisije, da poda mnenje k spremembam statuta in predlaganemu novemu statutu. Lepo pozdravljeni vsi skupaj, hvala za besedo. Torej, statutarno-pravna komisija je na svoji seji obravnavala predloge sprememb statuta in ugotovila, da so predlogi sprememb statuta skladni z določili zakona o lokalni samoupravi, zato predlagamo, da ga v predlagani vsebini in obliki sprejme na drugi obravnavi. Hvala lepa. Hvala. Kot veste, gre za temeljni akt, za katerega je potrebna dvotretjinska večina. Tako da to bomo seveda upoštevali pri samem glasovanju. Prisotnih še vedno 10 svetnikov od 13 in bi kar prešli k glasovanju. Odpiram glasovanje. Kdo je za potrditev predlaganega statuta? Deset za. Okay. Ugotavljam, da je soglasno sprejeto. Najlepša hvala. Potem prehajamo na 7. točko, ki je pravzaprav tudi nekako posledično povezana z 6., se pravi obravnava in sprejem poslovnika občinskega sveta občine Apače. Gre prav tako za spremembe, čistopis v drugi obravnavi. Obrazložitev je nekako v celoti podala že direktorica občinske uprave. Se pravi, gre za usklajevanje poslovnika z samim statutom, ker sta seveda tesno povezana. Hkrati smo tudi določili, da se uvedejo nekatere spremembe na nivoju odborov, se pravi odbor za gospodarstvo se združi z kmetijstvom in turizmom in nastane en odbor z 7 člani
in pa komisija za priznanja komisija za priznanje se pridruži oziroma pristojnosti te komisije se pridružijo KVIAZ-u in s tem tudi nimamo te komisije, ampak imamo KVIAZ, ki dejansko odloča tudi o podelitvi priznanj občine Apače. To so neke, mislim, da glavne spremembe, ki smo jih tako ali tako že obravnavali. Tudi tukaj bi prosil sedaj še za mnenje komisije, statutarno-pravne komisije. Tudi predlogi sprememb poslovnika občinskega sveta so skladni z določilem zakona o lokalni samoupravi, zato predlagamo, da ga v predlagani vsebini in obliki sprejme na drugi obravnavi. Odpiram razpravo na 7. točko in poslovnik občinskega sveta. Če ni razprave, zaključujem, preidemo na glasovanje. Še vedno 10 prisotnih svetnikov. Kdo je za potrditev predlaganega poslovnika? 10 za. Ugotavljam, da je soglasno sprejeto tudi to. Najlepša hvala. 8. točka. Obravnava in sprejem pravilnika o uporabi prireditvenega šotora občine Apače. Tu ne vem, mogoče obrazložitev, kar sam podam. Se pravi, občina je letos, kot veste, pristopila tudi na vašo pobudo, hvala, k nabavi prireditvenega šotora. V zvezi s tem smo pač pripravili tudi pravilnik, ki natančno določa tako pravice kot seveda tudi obveznosti tistega, ki bo šotor uporabljal oziroma ga najel. Hkrati je določen tudi not sam cenik tako najema kot storitve postavitve in demontaže šotora. Določeno je, da občina vsako leto do 15. januarja pozove naša društva na območju občine Apače in seveda tudi ostale k izražanju interesa za najem šotora. Gre predvsem za terminske uskladitve najema šotora. Hkrati smo določili, da je pooblaščeni izvajalec montaže in demontaže, kakor tudi hranjenja in dovoza, odvoza šotora v naši občini prostovoljno gasilsko društvo Podgorje iz Apaške doline. Z njimi smo tudi že sklenili posebno pogodbo o sodelovanju, tako da so te zadeve in relacije tudi rešene. Najem šotora in postavitve so možne na območju občine Apače, prvenstveno seveda za uporabo občine in društev s sedežem v občini Apače. Lahko pa ga najamejo tudi drugi zainteresirani. Cenik je določen, velikost, ki je odvisen tudi od velikosti šotora, ki ga postavljamo, je namreč montažen in po komponentah lahko sestavljiv. Se pravi, od dolžine 5 do 30 metrov je odvisna tudi cena tako najema, kot tudi montaže in demontaže šotora. Ta je odvisna tudi od tega, ali društvo oziroma zainteresirani, ki najame šotor, zagotovi lastno ekipo za pomoč pri postavitvi šotora. Od tega potem tudi odvisen cenik izvajalca za postavitev in demontažo, tako kot je navedeno tudi v teh tabelah, ki jih imate v gradivu. To na kratko. Najem je možen za 3 dni, je pa priložen kot priloga tega pravilnika tudi vloga za uporabo prireditvenega šotora, ki je hkrati tudi kot naročilnica za izvajalca montaže in demontaže. Se pravi, ta vloga se odda oziroma izpolni na občini, občina to potrdi in s tem gre potem tudi najemnik šotora, če tako rečem, do izvajalca montaže, demontaže. Hkrati se potem
po prireditvi tudi izstavijo računi strani občine za najem in strani izvajalca za postavitev in demontažo. S tem mislim, da smo te glavne relacije in pravila tudi določili. Upam, da bo že drugo leto s pridom v upravi, že letos smo ga parkrat uporabili, tako da mislim, da v drugo leto še več. Sploh upam, da bo situacija bistveno boljša za tovrstne prireditve. To je na kratko. Zdaj sam pravilnik je obravnavala tudi statutarno-pravna komisija. Prosil predsednico ponovno za podajo mnenja komisije. Predlog pravilnika o uporabi prireditvenega šotora občine Apače je skladen z določili statuta občine Apače, zato predlagamo, da ga v predlagani vsebini in obliki sprejmete z redakcijskim popravkom, in sicer v vseh tabelah v 7. členu se v 2. stolpcu v zadnji vrstici briše besedna zveza za občino Apače in v 9. členu se iz prvega stavka briše besedna zveza po uporabi. Hvala. Hvala tudi za te redakcijske popravke. Prosim še potem predsednika odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve, gospod Flisar, da podate mnenje. Hvala lepa za besedo. Vsem skupaj lep pozdrav v mojem imenu in imenu odbora za proračun in ter finance. Tukaj bi mogoče samo predhodno pred samim tem sklepom tudi malo povedal, da seznamimo tudi ljudi, kaj so cene šotorja. Recimo z pravilnikom smo sprejeli tudi cenik, in sicer društva z sedežem, katera so v občini Apače, ki prijavijo javno prireditev, se pravi prijava pristojnemu organu, policijski upravi, upravni noti, se dovoli brezplačna uporaba šotorja, razen postavitev, katero pač imamo v ceniku. In sicer recimo potem ostali stroški oziroma za ostale uporabnike je cena šotora, najem šotora do 3 dni, se pravi za velikost 300 kvadratnih metrov, 10 x 30 metrov, 250 evrov. Potem šotor se lahko tudi po segmentih da dobiti, se pravi en segment je 50 kvadratov, se pravi 10 x 5 metrov, 10 x 10, 10 x 15 metrov. V glavnem tukaj se znižuje cena. Se pravi, recimo, če najem šotora je 10 x 5 metrov, je cena za najem šotorja 50 evrov plus stroški postavitve. Se pravi, stroški postavitve šotorja so sledeči, in sicer za kompletni šotor je cena 175 evrov, s tem, da najemnik, kateri najame šotor, mora zagotoviti 4 do 6 oseb, kateri pomagajo postavljati šotor. Se pravi, če ne zagotovijo teh oseb, je šotor dejansko se doplača po osebah, koliko jih prije pač s strani občine postavlja. In potem nekje manipulativni stroški, kaj se dostavi šotor v naši občini, se pravi, da tudi samo šotor je v naši občini, ga ne dajemo ven, je 50 evrov. Jaz mislim, da smo tu kar en veliki korak naredili, kar veliko je dejansko dobrega za društva in za vse občane. Vemo, kako so šotori dragi, tu je res ena simbolična cena in smo nekako skupno dosegli, da smo res pridobili eno tako zadevo, ko res pomagamo društvu in tudi podjetnikom in tudi vsem posameznikom. Tako da je to ena res lepa pridobitev. Potem pa bi podal mnenje, in sicer odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve je obravnaval pravilnik o uporabi prireditvenega šotora občine Apače in predlagal občinskemu svetu, da ga z redakcijskimi popravki, kot je predlagala statutarno-pravna komisija, po obravnavi in predlagani vsebini tudi sprejme. Hvala lepa.
Ja, naj dodam še to, da bomo pravilnik z cenikom tudi poslali z informatorjem v naše gospodinstvo, tako da bo tudi vsi občani dejansko informirani o tem, hkrati tudi društva seveda. Društva pa bodo posebej itak pozvana potem po novem letu za predloge najema oziroma termine, rezervacije nekako na nek način za šotor. No, v tem pravilniku sem pozabil povedati, da še eno tudi možnost najema prireditvenega odra, ki ima ponovno tudi uporabnino za oder v višini 50 evrov, hkrati pa tudi dovoz in odvoz ter montaža 30, dostava pa 50 dodatno. Tako da mislim, da imamo potem vse določeno, tudi glede samega odra. V redu, jaz bi dal potem ta pravilnik v razpravo. Če ni nobene pripombe, nobene razprave, zaključujem in dajem na glasovanje, še vedno je prisotnih 10 svetnikov. Predlagan sklep je: Občinski svet občine Apače sprejema pravilnik o uporabi prireditvenega šotora občine Apače z upoštevanjem mnenja statutarno-pravne komisije z redakcijskimi popravki, kot je tudi predsednica komisije navedla. Ta sklep dajem sedaj na glasovanje. Glasujmo zdaj, kdo je za potrditev takega sklepa. 10 za, soglasno sprejeto. Najlepša hvala. Prišli smo do konca današnje redne seje. Zahvaljujem se vam za vašo prisotnost, vsem občanom za pozornost pri spremljanju našega dela in vam želim še naprej lep večer. Hvala.